za vse vas Amerikance je ni važno, koliko ste star, ampak kako si star. Dober dan, moje ime je Peter Florjančič. Rojen sem pod Avstro-Ogrsko. Kršen sem na otoku, Blejskem otoku. Potem sem bil po celem svetu, v 10 državah, v ta najlepših državah na svetu in danes sem tle že 101 let. Nadalje vam povem, da imam 94 let delovne dobe. Ko pogledate mojo sliko, ki sem igral harmoniko, sem začel 6 let, sem bil virtuoz, že takrat majhen in sem to sam zaslužil. Potem sem naprej delal vse različne reči, sem se bavil s tekstilom in sem postal tekstilni mojster in potem sem pa začel mojo kariero. Bil sem pa v 2 vojskah, v jugoslovanski vojski in v nemški vojski. Bil sem begunec in bi mogel iti v Stalingrad. Pobegnil sem v Švico in tako, da se zahvalim mojemu življenju, da sem imel mojo veliko srečo, ker imam celo življenje, imam srečo. Če nimate sreče, vse je sreča v življenju. In jaz sem imel in tako srečo, da se zmeraj vprašam, da že skoraj ne verjamem, kakšno življenje sem imel v 101 letih. Ko sem prišel v Švico, sem prišel samo v hlačah. Tam sem začel delati v Logarju majhen strojček za tekstil. In eden mi je rekel, poslušajte, to je pa en izum. Sem rekel, res? In so mi patentirali ta strojček in jaz sem postal v Švici bogat človek. In tam se je začel moje življenje kot izumitelj. Ko sem bil v Švici, sem rekel, zdaj pa postal izumitelj, zato ker sem toliko denarja zaslužil. In začel sem delati vse mogoče reči za kuhinjo, vse, ne morem povedati. Pohod reči, tako da sem zmeraj služil več, zmeraj več denarja, zmeraj več. In zmeraj sem hodil v drug kraj, tam, ker je bilo Taneljev, prišel sem tudi v Montreal in sem Charlie Chaplinu rekel, dober dan, sva bila soseda. Kako je bilo lepo, pa kako je bil on fleten. Ja, in potem sem pa šel še v Monte Carlo in tam se je pa začelo na veliko, na veliko. Takrat sem plačal moj račun z vizitkarto. Ko sem prišel v Monte Carlo, sem srečal Coco Chanel. In nekrat v razgovoru sem ji pokazal moj prvi izum. Tle, to je izum, praktično se prime, ga dobro drži, je majhen za v taško, ven poskoči in potem se jaz fajn takole parfimiran, zaprem in evo, za v majhno taško, majhen objekt. Ko sem bil v Monte Carlo, in ko sem začel delati za take velike ljudi, sem tudi enkrat prišel in sem bil v vseh časopisih in to sem si naredil neverjetno reklamo. Imel sem pa tudi sponzorje, ogromne sponzorje. In tako sem naredil in dobil iz Amerike pismo, če prinesem moje produkte v New York k Elizabeth Arden. Seveda v Ameriki me je na aerodromu čakala Liz, ena, ki me je vodila po New Yorku. In ta Liz je imela v svoji taški
10.000 dolarjev za moj dober pogled New Yorka. Ja, moram vam povedati, četrti dan mi je rekla, da pride Elizabeta k meni v Waldorf Astoria in je res prišla, sva prišla v sabo specialno sobo, tako, da mi je povedala, vzela moje artikle ali ne, da bom vedel, kakšna situacija sem. Res je prišla elegantna, to vidna, na mis šampanc. Sem rekel, to pa mora nekaj biti. In da veste kaj, sem jo gledal takole, sem rekel, madam, a boste vzeli tole, to, pa me še kaj naprej takole gleda. Ja! Jaz sem se ustrašil, da me ubiva. Ja. Potem je še rekla moj sin sem rekel, madam, adoptirajte me, pa vam finiva, ni treba nič vzeti. Ja, in potem je povedala, vse so vzeli in jaz sem s to mojo zgodbo izumitelj bil svetovno pozvan. Po celem svetu so Elizabeta, so tudi moje slike, jaz sem v mojem biroju imel tako njeno sliko in jo pogledate, katero sliko mi je dala tudi. In ko me je Liz peljala po 50 ali ni, je rekla, tle not pova, tle je interesantni, greva not, vidim grozno veliko salo in poln ljudi noter, pa vsi so se zagovarjali. In pride eden do mene z mikrofonom, pa nisem mogel nič, sem rekel, I'm sorry, I not speak English. Me je vprašala, malo pa znate. Sem rekel, samo 4 besede. Katere besede? Sem rekel, Metro, Goldwyn, Mayer. Ta največji aplavz sem dobil v New Yorku jaz. S takim lepim spominom, ne morem, zmeram se spomnim na to. To je bila ena zgodba. Ko sem šel v Ameriko, sem mogel imeti brez pasaporta, to je bil Nansen pas, vizum. In ker sem poznal konzula v Nici, sem šel k njemu, smo se poznali zaradi tega, ker sem bil v Monte Carlo v tem najbolj društvu, me je vzel in rekel, izpolnil tle mojo listo, da bo pogledal vse. In jaz sem izpolnil listo in vse in napisala ena reč, ker ga poznate v Ameriki, sem pa napisal Harry Trumana. Ja, pa le sem šel domov in da veste koga. Me je poklical, takoj pridite po vizum. Samo nekaj vas bom vprašal, je rekel konzul v Nici. In sem prišel k njemu in rekel, gospod Florjančič, vizum imate? Zdaj mi pa povejte, kako ste vi poznali Harry Trumana. Sem rekel, s časopisom. Vse cajtnike so pisale, tako da sem bil še bolj poznan. Ja, s tako rečjo pride človek naprej, s komično rečjo, samo da imate publico. Poznal sem vse ljudi v Monte Carlo, Aneta Bogat, v vilah teleh so samo viski pili, pa kako bodo drug dan milijone zaslužili. Jaz pa z njegovim ženom sem plesal. Sem bil povsod povabljen. Čarlico sem plesal, prima. Še nekaj vam moram povedati. Jaz imam sorodnike. A veste, kdo je to? Sunita Williams. V najmanjšem na Gorenjskem je bila njena mama rojena. Tako nekaj, ne vem čisto točno, ampak tam smo veliko reč praznovali en dan, ko je prišla tam. In zdaj je tudi drugo, sem jo srečal v Ljubljani in zdaj bo še prišla v tretjo. A ne? Ona gre na Mars, jaz pa čakam za v nebesa. Ja, nekaj vam pa moram povedati, kako se naredi spoznanstvo.
Na olimpijadi v Sarajevu sem jaz pripeljal moj izum, žlico za čevlje in sem predal čez 70.000 slik. A vidite, tle je še olimpijada gor in kjerga v tanem hotelu dobil Kirk Douglasa. Moj prijatelj sva bila še potlej v Kodaziru, v Monte Carlo, povsod sva se srečala, sva pila in tako fajn sva se imela. In sem hotel glih mu častitati za 103 let, je pa umrl. In zdaj mu bom pisal moje sožalje, Bog mu daj nebesa. Zdaj pa za vas vse rečem čau, revederci, goodbye, nasvidenje. Se vidimo v lepi Sloveniji.